Klopčič, kultura prostora. Vas je sprejela danes, ko ste prišli na naše prostore, ki so, kot veste, zelo pogosto tudi razstavišče. Vse dobro leto smo gostovali v Alva Zurjano, ki je sedaj v Državnem zboru. Pred vami pa so vsi odtenki zelene, prenešeni dobesedno iz Beneškega bienala, iz našega paviljona, s projektom umetnikov, ki so nas zastopali in ki sedaj bogatijo pogled še vseh tistih, ki niste v Benetkah bili in si lahko pogledate bogastvo pristopov do naše krajine, videnih tudi skozi vse odtenke zelene avtorjev, med katerimi tudi gospa Ana Kučan, ki govorijo o tem, da se naš občutek do prostora senzibilizira, ne samo v svetu, tudi pri nas. Samo pogledajte, ne vem, projekte Zizole in še odkje drugje, polne zelenih razmislekov. In tudi nas je vodil princip, da je potrebno prostor, kulturno krajino in arhitekturo sprejeti med kulturo. In da kulture brez arhitekture ni. Zato smo spremenili prejšnji mesec v Državnem zboru nacionalni program za kulturo, ki smo ga oplemenitili s tem področjem, s področjem arhitekture, ga uvedli tudi vsemi cilji in ukrepi, ki ne gredo samo tja, ne gredo samo na Fužine, na Fužinski grad, kjer se arhitekturni muzej, ki je bil, za katerega je skrbela predvsem občina, mestna občina Ljubljana, prenesel na nacionalni nivo, postal MAO, Muzej za oblikovanje in arhitekturo, in v svoje programske sklope vključil tudi številne aktivnosti, ki jih do sedaj nekako ni bilo videti. Da ne govorim o tem, da se v teh prostorih dogajajo številne razprave, kako mogoče včasih spremeniti pogled na včasih preskrbne, včasih pa preveč površne poglede skrbnikov kulturne dediščine, znotraj skupine, ki pravimo Dom za prostor, sem jo imenovala na začetku mandata in svetuje takrat, ko je potrebno premikati miselne vzorce v glavah, ki so vezane na vprašanje prostora in tudi arhitekture. Seveda ne smem pozabiti, da smo z odlokom šele mi zaščitili Plečnikovo dediščino v Ljubljani in da se v nadaljevanju tudi po Sloveniji soočamo z nujnostjo zaščite Plečnika tam, kjer še nima pravih varstvenih režimov.